Začeli bomo s popravljanjem napak. Prisluhnili boste trditvi in skušali ugotoviti, katera beseda v povedi je vsebinsko neustrezna. Kot odgovor zapišite pravo besedo. Na voljo imate 15 sekund, vsak pravilen odgovor pa vam prinaša 5 točk. Začnimo. V 16. stoletju so slovenski kmetje na vrhovih bolj izpostavljenih hribov zakurili peč, s čimer so opozorili na prihajajočo turško nevarnost. V 17. ste odgovorili rumeni, vijolični pa enkoji. Kaj ste hoteli napisati? Ogenj. Kako? Ogenj. 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 Dobro, v vsakem primeru bi žal bil odgovor napačen, pravilen pa bi bil kres. Ja, seveda. Kmetje so zakurili kres in ne peči. Zakurjeno pečjo bi pač težko opozarjali na nevarnost, razen če bi zelo dišalo, ne? Si predstavljate, po kruhu diši, ne, Turki prihajajo. Dobro, gremo naprej. Wolfgang Amadeus Mozart je že kot 6-letnik koncertiral po Evropi. Njegova najbolj znana dela pa so Figarova svadba, Mala nočna posoda in Čarobna piščal. Štiriletnik mislijo vidim, to se pravi, da je bil Mozart še nekoliko mlajši, medtem ko menijo vijolični, da je prava beseda skladba. Žal je prava beseda glasba, zelo blizu ste bili. Ja, Wolfgang Amadeus Mozart je bil res star 6 let, ko je napisal in seveda med ta znana dela spada tudi Mala nočna glasba. Petar, ti igraš klavir, si igral kaj Mozarta? Ja. Dobro, velja, upam, da nam ga boš kdaj zaigral tudi v živo. In gremo še na zadnjo trditev z napako. Jože Bitenc je bil legenda med slovenskimi avtorji glasbe za otroke. Gotovo poznate njegove skladbe Kuža pazi, Metuljček cekinček, Zajček dolgoušček in Naša četica koraka. 15 sekund imate za odgovor. Poglejmo vaše odgovore. Tokrat nobenega odgovora. Ja, skladbe so vam verjetno znane, lahko vam pa povem, da napaka ni bila tam, ampak pri imenu. Govorimo namreč o Janezu in ne o Jožetu Bitencu. Ja, tule je na fotografiji. V Sloveniji je sicer en tak zanimiv podatek, 7 Jožetov Bitencov, a nihče ni tako uspešen avtor glasbe, kot je bil Janez Bitenc. Jih pa lepo pozdravljamo, živijo Jožeti Bitenci. Ja, tako.